Skupaj bomo rešili drugo preverjanje, pa kar začnimo. Prva naloga. Pri takšnih izrazih številskih si najprej označimo, koliko členov je. In sicer so členi ločeni eni od drugega s plusom ali minusom izven oklepaja. Recimo, to je takšen plus oziroma minus, pa tale izven oklepaja in tale izven oklepaja. Tako da so naši členi potem ena, pa tole je drugi člen, to je tretji člen in to je četrti člen. Vedno najprej to ločimo. Potem pa pogledamo, kaj bi lahko poračunali in si to označimo. Recimo, poračunamo lahko tale oklepaj kar na začetku, pa tole bi tudi šlo, pa tole lahko zračunamo, pa lahko rečemo tudi recimo, da bomo najprej tole dvoje zmnožili. Tako. Označimo si, kaj je tisto, kar bomo poračunali naprej in ostalo prepišemo. Se pravi, plus 5 krat minus 2 plus 1 izračunamo, je minus 1, ker je negativno, ponovno zapišemo v oklepaju. Krat, zdaj 2 krat 2 vemo, da je 4 in 3 minus 4 je minus 1, ponovno v oklepaju. Ta minus prepišem, izračunam minus 5 plus 4, je minus 1, zopet dam v oklepaj, ker je negativno, krat minus 2, minus 5 prepišem, 3 krat minus 4 je minus 12, deljeno z minus 2. Tako. Zdaj se zopet označim člene. Skozi sem pozorna na to, koliko členov imam. Tole je člen, tole je člen, tole je člen, tole je člen. In zopet pobarvam tisto, kar lahko izračunam. Lahko vse to zmnožim. To bi šlo, lahko to dvoje zmnožim in lahko to dvoje razdelim in zopet to izračunamo. Plus krat minus je plus, 5 krat 1 krat 1 je 5. Minus 1 krat minus 2 je plus 2, se pravi, sem dvojko napišem, minus 5 prepišem, minus 12 deljeno z minus 2 je pa minus deljeno z minus je plus, ampak ta minus, ki je v spredju, ostane. Naprej je plus 6. In se ta pa ta izniči in ostane rezultat minus 8. Produkt števil minus 2, produktov števil. Zdaj najprej, kaj je produkt? Lahko se tukaj zapišem, produkt pomeni množenje. Prištej pomeni, da bo plus, količnik pomeni deljenje, dobljeno vsoto, se pravi povečaj, zopet bo plus, razlika je pa minus. In zdaj moramo to izraz napisati iz tega. Se pravi, minus 2 in minus 5 moramo zmnožiti. Minus 2 krat minus 5. Zdaj, ker je negativno število, moramo napisati dodatni oklepaj. Prištej plus, potem gremo naprej. Prištej količnik, se pravi količnik števil 15 in 5. Količnik smo rekli, da je deljeno, zato 15 deljeno s 5. Ter dobljeno vsoto, se pravi tisto, kar tukaj dobimo, povečamo za razliko števil. Razlika je minus od teh dveh števil in napišemo, se pravi, minus 5 minus minus 4. Razlika pomeni, da odštejemo. In zdaj zmnožimo. To skupaj je 10, to skupaj je 3 in temu prištejemo. Tukaj moramo pa minus 4 je v bistvu plus 4 in minus 5 plus 4 je minus 1. Kar lepo po vrsti in 13 minus 1 je 12 in to je naš rezultat. Zdaj pa te izraze. Tukaj pomnožimo najprej vsakega z vsakim ali pa kar uporabimo Vijetovo formulo. Vijetova je tako. Prvi krat prvi je x kvadrat, seštevek teh dveh je minus 3 plus 2 je minus 1x in minus 3 krat plus 2 je minus 6.
Lahko pa seveda množimo vsakega z vsakim in potem na koncu seštejemo. Oboje je tukaj pravilno. Prvo je malo krajše, drugo malo daljše. -1 ali x - x je isto. Pri naslednji pomnožimo prvega z prvim in prvega z drugim. -5 krat x je -5x plus 20. Tukaj pomnožimo prvega s prvim, prvega z drugim in tukaj vsakega vsakim. Edino, kar moramo tukaj biti previdni, pozorni moramo biti na ta minus. Ker je pred celotnim drugim členom minus, bomo na koncu napisali minus, rezultat pa v oklepaju. Prvega pa normalno izračunamo. A krat a je a kvadrat minus a, minus, zdaj pa tega računamo isto lahko po Vijetovi, a kvadrat plus 3 pa -5, zmaga minus za 2 in minus produkt od zadnjih dveh -15. In je tukaj a kvadrat minus a, odpravimo oklepaj, se pravi spremenimo predznake. Potem to damo v stran, minus a plus 2a je enako a plus 15 in to je naš rezultat. Potenciraj, zdaj najprej imamo za kvadrirati. Tukaj bomo uporabili formulo a minus b na kvadrat. To pomeni prvi na kvadrat minus 2 krat prvi krat drugi plus drugi na kvadrat. Naš prvi je 4 in naš drugi, torej ta b, ki ga moramo dati, je pa 2b v tem primeru. In zdaj gremo. Prvi na kvadrat, se pravi 4 na kvadrat je 16, minus 2 krat prvi, se pravi krat modri, krat 4, krat drugi, plus drugi na kvadrat, ampak tukaj pazimo, oklepaj na kvadrat. Še to izračunamo, 16 minus 2 krat 4 krat 2 je 16, se pravi 8 krat 2 je 16, je 32b, plus 4b na kvadrat. Zdaj lahko to tudi na pamet izračunamo, bo tudi v redu. A plus 2 na 3, takole. Tudi tukaj se spomnimo na formulo, kako že gre. Spodaj je napisano. Se pravi, če imamo formulo a plus b na 3, je to a na 3 plus 3a kvadrat b plus 3ab kvadrat plus b na 3. In potem gremo zopet. To je prvi a. Torej prvi stavek. In druga je pa v našem primeru dvojka. Torej namesto b bomo povsod vstavljali dvojko. In zdaj to naredimo. In gremo. Prvi na 3, torej a na 3 plus 3 krat prvi na kvadrat krat drugi plus 3 krat prvi krat drugi na kvadrat plus drugi na 3 je a na 3 plus 6a kvadrat plus 12a plus 8. In to je naš rezultat. Izpostavi skupni faktor je naslednja naloga. Se pravi, pogledamo, kaj je skupnega. 36, 12. Skupni delitelj je 12, 36 je 12 krat 3, to je 12 krat 1, lahko izpostavimo. 12 pri prvem ostane 1 trojka in a pri drugem enka. Potem tukaj 4, 12, 20, vsi so večkratniki števila 4, 4 krat 3, 4 krat 5, zopet štirka je pri vseh, zato jo izpostavim,
Pri prvem ostane še x kvadrat, pri drugem trojka in en x in pri drugem petka. Tako. Pri temu imamo več skupnega, zopet 15 je 5 krat 3, 25 je 5 krat 5 in 40 je 5 krat 8. In mi bomo izpostavili zagotovo petko, izpostavili bomo tudi nekaj m-jev. Koliko? Izpostavili bomo m na 4, ker je najmanjši, in izpostavili bomo 3n, ker je najmanjši. In napišemo, torej 5 krat m na 4, n na 3. In zdaj gledamo, kaj ostane. Pri prvem ostane še trojka, 5 m-jev imamo, 4 smo izpostavili, 1 ostane, n-jev nič. Potem ostane pri drugemu petka, imamo 7 m-jev, 4 smo izpostavili, 3 ostanejo in en n ostane. Potem je minus 8, m-je smo vse izpostavili, n-je pa 2 ostaneta. Gremo zdaj razstaviti. Tukaj si v bistvu pri vsakem spomnimo pravila, ki je. Tukaj bo recimo pravilo a kvadrat minus b kvadrat, kar je razlika kvadratov, torej a minus b krat a plus b. In a kvadrat minus 16, 16 je v bistvu 4 na kvadrat. To pomeni, prvi je a, medtem ko drugi je pa številka 4. In zdaj samo napišem. Prvi minus drugi in prvi plus drugi. M na 3 minus 1. Tudi tukaj lahko enko napišemo kot 1 na 3 in je zopet to formula a na 3 minus b na 3, ki je po definiciji a minus b krat a kvadrat plus. Zdaj teh formul ni treba pisati, lahko pa si jih napišemo, če nam je lažje. Zopet, kaj je naša prva? Naš prva, torej ta a, ki je tukaj, pa tukaj, pa tukaj, je v našem primeru m. In naša druga je pa enka. Namesto b bomo povsod napisali enko. In zdaj zapišemo. Se pravi, m a minus druga je 1 krat prva na kvadrat plus prvi krat drugi je m krat 1 plus drugi na kvadrat. No, tukaj je na vrsti Vietova formula. Kaj že Vietova formula pomeni? Če imamo izraz x kvadrat, je v drugem delu vedno seštevek dveh številk krat x, na koncu je pa produkt teh dveh številk. To pomeni, številka plus 6 mora biti produkt dveh številk in minus 5 mora biti pa seštevek. Torej, iščemo števili, katerih produkt je 6 in seštevek minus 5. Če je produkt plus 6, je lahko to produkt dveh pozitivnih števil ali dveh negativnih števil. Se pravi, ali dvakrat plus ali dvakrat minus. Ker je tukaj minus, vemo, da boste obe števili negativni. Torej bo tako x minus pa x minus. Zdaj pa 6 bi lahko dobili recimo 6 krat 1, ampak minus 6 minus 1 ni minus 5, zato to ni dober rezultat. Je pa 6 tudi 3 krat 2, minus 3 minus 2 pa je pravilno. Po isti formuli izračunamo sedaj še tega. Zopet produkt mora biti plus 24. Kaj to pomeni? To pomeni, da sta ali zopet oba pozitivna, se pravi ali obakrat plus ali obakrat minus. Ampak ker mora biti seštevek plus 10, se pravi zmnožek je pa plus 24, vemo, da bosta tokrat oba pozitivna. 24 iščemo recimo na 12 krat 2, ampak 12 plus 2 je 14, ni vredno.
6 krat 4. 6 plus 4 je 10. Iščemo toliko časa, lahko bi še 3 krat 8, ampak 3 plus 8 tudi ni 10, da dobimo pravilni seštevek. No, tale je v bistvu isto, kot če bi napisali 5x na kvadrat minus y na kvadrat. In potem nas to takoj spomne na razliko kvadratov zopet. Malenkost gršo, ampak še vedno. V našem primeru je prvi a 5x in drugi b je v tem primeru y kvadrat. Takole. In zato je potem to 5x minus y kvadrat krat 5x plus y kvadrat. Kaj pa pri zadnjem naredimo? Izraz je precej grd, ampak vedno, ko dobimo izraz, poglejmo, če lahko kaj izpostavimo. Lahko. Pri vseh se pojavi a. In pri vseh se pojavi tudi številka b. In to bomo izpostavili. Se pravi, izpostavili bomo a, b. In zdaj, če smo en a izpostavili, sta še dva ostala, b dobeden, pri drugemu je še en a ostal in pri tretjemu je ostalo minus 12. Zdaj pa to lahko razstavimo še naprej. Takole, to bo pa zopet vijet. Produkt mora biti zdaj minus 12, to pomeni, da je en plus in en minus. Plus pa minus. Ker je seštevek plus a, to pomeni plus 1a, pomeni to, da bo večji pozitiv. Zdaj pa iščemo zopet 12. 12 je recimo 4 krat 3 in če damo tukaj plus 4 pa minus 3, bo ravno seštevek toliko. 7. skrči izraz. Ko pri vseh izrazih tudi tukaj označimo, koliko členov imamo. Edini plus oziroma minus izven oklepaja je to. To pomeni, da imamo tukaj en člen in tukaj še enega. Zdaj najprej vsakega posebej izračunamo. Zelo smo pozorni na kakšne bližnjice. Recimo, če tole pogledamo, brez minusa, je to v bistvu formula a minus b krat a plus b, se pravi produkt vsote in razlike. In je to a kvadrat minus b kvadrat. In ker je tukaj minus pred tem oranžnim, moramo napisati minus in oklepaj. A kvadrat, b je pa v bistvu 3b, torej minus 3b na kvadrat, kar je 9b na kvadrat. Plus, za drugi del, obarvajmo ga zeleno, to je pa v bistvu formula kvadriranja. A plus nekaj na kvadrat. In vemo, da je to prvi na kvadrat plus 2 krat prvi krat drugi plus drugi na kvadrat. Se pravi, prvi na kvadrat je a na kvadrat. 2 krat prvi krat drugi. 2 krat a krat 2b. 2 krat 2 je 4ab in drugi na kvadrat. Zdaj tukaj odpravimo. Prepišemo. Vidimo, da se a kvadrata črtata, 9b kvadrat plus 4b kvadrat je 13b kvadrat plus 4ab. Ker piše v nalogi, da moramo to še razstaviti, pomeni, da pogledamo na koncu, kaj lahko izpostavimo. Pri obeh se pojavi b, zato bomo en b izpostavili. Druga se pač ne da. In to je že razstavljeno. Razstavljeno pomeni biti zapisano kot produkt. Še enačba, podobno kot pri izrazih, označimo člene na vsaki strani. Zdaj tukaj zopet vidimo, da je minus, to pomeni, da bomo dali minus pa oklepaj potem naprej. Se pravi tako. Kadarkoli je minus pred členom, ga naredimo tako. Na drugi strani še podobna zadeva, tako. S tem, da tukaj lahko že minus k členu zraven dam, bomo sočasno računali. Zdaj gremo najprej prvega rešiti, se pravi
tega oranžnega. Tukaj bomo uporabili Vijetovo formulo in to poračunamo, kaj dobimo. X kvadrat, seštevek minus 4 plus 5 je plus x minus 20. To je x plus 2 krat x minus 2 je razlika kvadratov, torej x kvadrat minus 4. Tukaj je kvadrat tega, kvadrat tegale, bomo zopet uporabili kar formulo in to poračunali. Se pravi, prvi na kvadrat minus 2 krat prvi krat drugi plus drugi na kvadrat. Pri naslednjemu bomo lepo kar poračunali, kaj pride. Se pravi, minus x krat x je minus x kvadrat in minus x. In na koncu še pripišemo plus 4. Zdaj odpravimo oklepaje, pa kar je čist izgan, tukaj imamo x kvadrat pa minus x kvadrat, lahko črtamo. Ostalo bomo zaenkrat prepisali. S tem, da tukaj oklepaj odpravimo. Zdaj tukaj bi lahko tudi sešteli že skupaj, minus 4x minus x je minus 5x, pa plus 4 pa plus 4 je plus 8. Potem vidimo, da lahko še tole izničimo. Zdaj bomo pa minus 5x dali na drugo stran, pa je x plus 5x, na drugi strani je pa 8 pustimo, minus 20 gre na drugo stran v plus 20 pa minus 4 in dobimo, da je 6x enako 24, delimo za 6 in dobimo, da je x enako 4, kar je rešitev. Poglejmo še dodatni nalogi. Tukaj so 4 členi, ampak na srečo lahko iz prvih 2 členov izpostavimo a na 4. Torej, to je a na 4, pri prvem ostane a, pri drugem 12. Pri drugem vidimo, da sta zelo podobna, samo da je minus a plus 12, ravno kontra kot to, zato izpostavimo minus in ostane a minus 12. In je to a minus 12 krat a na 4, tukaj, ker ni nič, je enka, minus 1. Lahko pa zdaj to še naprej razstavimo. To je v bistvu pa zopet a na kvadrat minus 1 na kvadrat, zopet razlika kvadratov. Takole. In tega lahko še enkrat, ker je še vedno razlika kvadratov. Pač toliko časa razstavljamo, dokler lahko kaj delamo. Tam, kjer je plus, ne moramo nič, tukaj, kjer minus, pa lahko. Tako. Pravim. Še naslednjega. Tukaj lahko izpostavimo m, je povsod, in zopet 9, vsi so večkratniki, 6 številke so večkratniki števila 9. Izpostavimo 9 pa m, ostane pri prvem m kvadrat, pri drugem 2m in pri tretjemu 8. In to je 9m, to pa zopet Vijetova formula. In ker je produkt minus 8, mora biti en pozitiven, en negativen, ker je pa seštevek plus 2, je večji pozitiven. Zdaj 8 je 4 krat 2 in ta bo tudi prava možnost. Tako.